Danes vam bom pokazala nekaj, kar videla sem na internetu in jaz imam res dolg časa že tole knjigo. Raka lahko zdravimo. Pater Romano Zago, Zdravilna moč aloje. In vam bom pokazala, kako pripraviti recept, ki je na zadnji strani te knjige in je za višanje imunskega sistema, za dobro počutje, na splošno. Res, aloja je čudežna zadeva. Zanimivo, da zadnjič mi je prinesla moja prijateljica alojo, ta pravo, barbadensis. Imam jo tole tudi že dolg časa, to mi je dala moja soseda Olga in zdaj vam bom iz te aloje pokazala, kako se pripravi napitek in ga imate lahko doma za višati imunski sistem. In zdaj, če samo pogledamo, hranilne snovi v aloji, minerali, noter ima kalcij, magnezij, kalij, natrij. Se pravi, zdaj, če povzamemo. Kalcij pomaga pri razstrupljanju, magnezij je za presnovo, za živčne signale, kalij za odvajanje vode iz telesa, pomaga pri čiščenju telesa, potem kalij pomaga pri pritisku, potem je noter železo, bakar. Železo pa bakar delujeta na boljšo kri, potem cink na imunski sistem in krom deluje na sladkorno bolezen oziroma deluje na to, da nas ne napade želja po sladkem. Potem naprej tukaj noter piše, seveda, zakaj je bakar potreben, potem vitamini, zakaj so potrebni, potem ima noter komplet vse B vitamine, ki delujejo na živčno stanje, na presnovo, na to, da celica normalno deluje. Potem vitamini topni v maščobi, vitamin A. Vitamin A deluje na oči, vitamin E deluje na prekrvavitev, na mladost, povezan je z zdravjem kože, vitamin E deluje proti starostnim pegam, vitamin E je za prekrvavitev najbolj drobnih kapilar v telesu in seveda, ko pride kisik do drobnih kapilar in pride do prekrvavitve, v tem primeru se zgodi, da strupi grejo potem iz telesa ven. Potem vsebuje beljakovine. Beljakovine so potrebne za gradnjo in encimov in imunskega sistema in deluje encime in aminokisline. V glavnem, encimi so pa potrebni za to, da se hrana normalno razgradi. In jaz vam bom zdaj pokazala čist preprost recept, ki ga lahko pripravite doma in v bistvu alojo pijete pred obrokom. Uporabljate eno žlico pred obroki, približno pol ure pred obroki. Tukaj imam pripravljen domač šnopc, se pravi žganje. Pripravljen imam med, uporabili bomo pol litra medu in listi iz aloje. No, in zdaj se pripravimo. Glejte, odrezala bom, sicer bi to mogla delati, piše v knjigi, v čim bolj hladnem, oziroma naj bo čim bolj temno ozračje, oziroma ne bo čim bolj temno, zaradi tega, ker aloja že samo svetlobo izgublja vrednost. No, jaz bom tukaj zdaj odrezala tele alojce, se pravi 2, še tale list, 3 liste, takole. In zdaj aloje je najboljš, da jo ne preveč umivamo, ampak jo samo obrišemo. Tako da jaz bom samo serveto takole mečkan zmočila, toliko, da očistim stran tole, kar je od prsti, ker tega pač ne rabim. Takole, prah dol, ker tudi prahu ne rabim. Takole, da gre to stran. Tako. Aloja. In zanimivo, najdla sem tudi prispevek, da v bistvu alojo, če želimo, da jo, če imamo, ne vem, starostne pege, da nalepimo kar na starostno pego, vam bom pa kasneje pokazala. Glejte, kaj naredimo. Tale delček odrežemo, špičke odrežemo stran, ni treba velike količine, samo toliko, da grejo špičke stran. Tudi v osnovnem receptu je tako, da špičke damo stran, takole, glejte. No, takole, tukaj. Jaz bom mogoče še eno dala zraven, še eno tistole, še en list in potem to alojo narežemo na manjše delce in to zmiksamo v gosto snov. Pa ste videli. To, da bomo zdaj naredili domač napitek za imunski sistem in vemo, da zdaj je ogromno ljudi bolnih, tak čas je. Bom še eno tukaj odrezala od tele aloje, ravno tako to
čistim, takole, in porežem stran špičke. No, ta jih praktično ni. Zdaj pa narežemo na lističe, bom kar takole naredila, narežemo na manjše delce. Zato uporabljajte pač nek mikser, ki ga imate, oziroma nek seklalnik, da si ne bom zlomila mojih ust. Takole. In zdaj dodamo alkohol. To zmes mi zdaj skupaj prezmiksamo. Samo mečkam bom še pogledala, se pravi, temeljito zmeljemo in damo v mešalnik skupaj. V osnovnem receptu piše, da damo v mešalnik skupaj z medom in žganjem. Ampak sem našla neko razlago, da medu nikdar ne je. Imam pripravljeno mešanico. Kar kadi se. Ja, po šnopcu, ja. Takole. To ven zlijem. Poglejte, tole je nastal. In zdaj bom tole zmes ulila pol tega kozarca medu. Da vidim. No, še manj. Uporabljajte domač med. Če imate težave z živci, priporočam kostanjev med. Kostanjev med je sam po sebi najboljši za živce. Po domače. Takole. In zdaj toliko časa zmešamo tole zmes. Glejte, kaj je nastalo. Z leseno žlico, da postane to enotna zmes. In potem bom to zlila v kozarec, dala v hladilnik in uporabljala 2-3 na dan pred jedjo, pol ure pred jedjo, eno žlico te zmesi. To je za imunski sistem. Tukaj v osnovnem receptu piše proti raku. Vemo, da v Sloveniji te besede ne smemo uporabljati, ker dejstvo je, da kakor rečemo nekaj, da je zdravilo, se ti lahko usede na vrat kakšna inšpekcija. Rečimo to, da je to naravni napitek za jačanje imunskega sistema. In to lahko vsak pripravi doma, 3-4 liste aloje in boste videli, vse poskuste, aloja je zdravilna. Zdaj vam bom pač tole, zdaj mešam, pogledajte, kakšna zmes je nastala. Takole nastala je enotna zmes. Zdaj to enotno zmes bom zlila v kozarec. Najboljše bi bilo uporabljati temen kozarec, temno steklenico, zato ker svetloba pač uniči, ampak ker bom imela vse skupaj v hladilniku, pomeni, da je vseeno, če uporabim navaden stekleni kozarec in potem postavim vse skupaj v hladilnik, ker v hladilniku pač ni. Čakajte, moram pokazati takole. Vidite, to je zdaj ta enotna zmes, ki teče, to je napitek za jačanje imunskega sistema. Dober je, zelo dober. In to bom potem samo pokrila. Imam pripravljen v hladilniku vsak dan, 3-krat na dan, pred obroki, približno pol ure pred obroki, pojem eno žlico te zmesi in vam poročam, jaz mislim, da s takim napitkom ni možno, da bi zbolela. V glavnem, zdrava. Naslednja stvar, kar vam pa še iz aloje želim pokazati, pa tako neverjeten, odrezala bom pač tale list, ki je že načet, ker veste, moje dekleta kar pridno uporabljajo alojo. Odrežete delček te aloje in jo prerežete čez polovičko in če imate kje starostno pego, si daste to na starostno pego, prelimate z obližem in pustite čez noč, da deluje in dejansko se zmanjšajo starostne pege. Tako da lahko to uporabljate alojo kar takole direktno na kožo.
Če imate opekline, če se opečete, imejte to doma v kuhinji, ali če imate mogoče kakšen mozolček, si namažite z alojo, ker aloja obnavlja kožo in deluje na to, da ste zmeraj bolj mladostni in lepi. No, naj vam povem, da jaz sama uporabljam Gelis za že pripravljeno kremo, namesto tonika za obraz in uporabljam to zjutraj in zvečer, v glavnem uporabljam za lepo kožo. Vam še to pokažem? No, naj vam povem, da jaz sama uporabljam tole aloe vera gel od podjetja Neolife in uporabljam namesto tonika vsako jutro, vsak večer in to je pa gel iz kaktusa aloje, poleg tega je ognjič, šentjanževka in še 8 zdravilnih zelišč, ki delujejo na zdravje kože. Tako da to je v bistvu ena taka moja mala skrivnost za lepo kožo. In ne nazadnje, poceni, ki jo dobite na moji spletni strani. Lepo se imejte.